Po podatkih, ki nam jih je dal zemeljski zmaj v Vetrovnem kraljestvu, moramo poiskati še en čarobni simbol. Pripravite se na vzlet. Usmerimo se proti Vetrovnemu kraljestvu. Tam nas čaka simbol, ki ga moramo samo še vzeti. Čaka nas napeta pustolovščina. Za današnjo malico med letom sem pripravil poseben sendvič z arašinovim maslom in sardilicami. Kje je moj znanstveni CD z lahkimi notami? Pripravljeni smo za intradimenzijsko translokacijo. Pa pojdimo! Tu! Bilo nama je! Čestitam! Poiščimo zdaj ta čarobni simbol! Kakšen znak pa iščemo tokrat, očka? Tega ne bomo videli, dokler ne najdemo zemeljskega zmaja. Poglejte, zemeljsko kraljestvo! Čudno! Morali bi leteti nad puščavo. Si prepričan, da letimo v pravo smer? Začetnica je predlagala to bližnjico. Nad puščavo bi morali leteti. Ne ravno začetnica. Torej malce počasneje, a se bomo zato bolj zabavali. Seveda. Čez 8 sekund bomo pri portalu. Vse bliže prihajamo. Poglejte, sama sem to narisala. Čudovito, kaj ne? Ja, za tistega, ki ima rad amebe. Ko bom prenavljal stanovanje, mi ti že ne boš izbirala tapet. Ga spet prenavljaš? Hišni kino hočem. Kraljestvo prečudovite dežele, neskončna enoličnost, tukaj tako mirno, tako... Dolgočasno. Današnja zanimivost. V možganih imamo več celic, kot je zrn peska v puščavi. Naprej! Zlahka bomo našli zemeljskega zmaja. Saj kar velik. Ja, sploh ni majhen. Samo pesek vidim in nič se ne premika. Šef, tole bo trajalo. Si prepričan, da je znak tukaj? Seveda! Nevihtni zmaj o tem govoril z Mondom, zmaj pa nikoli ne laže nalašč. Torej mora biti nekje tukaj. Saj res, njega se pa spomnim. Zemeljski zmaj, zelo dragocen čarobni simbol. Nezaslišano! Zemeljski zmaj, wow! Aha! Takoj se moramo odpraviti v zemeljsko kraljestvo. Kaj je pa to? Spomin. Tega sem se spomnila iz prejšnjega dela. Pusti zdaj spomine, ne plačujem te zanje. To si zapomni. Le nekaj nam preostane. Zdaj potrebujemo medonauta. Še prej pa fanfare. Pripravljeni? In 1, in 2, in 3, in 4. Naj slišim! Pripravljeni ali ne, medonaut prihaja. Ja, medonaut. To je pravi zmaj, vendar ga moramo najti. Radi bi vedeli, mogoče kje v bližini. Znak za zadetek, tam je zmaj in simbol ima. Čarobni simbol bo samo moj. Hitro poiščemo zmaja pred tem zmešanim hiragijem. Ja? Gremo! Prilezimo zemeljski zmaj, kjerkoli že si. Zemeljski zmaj! Zemeljski zmaj! Pridite, našli ga bomo. Že hitimo! Hop, 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 hop! Vroče nam je, ženi smo in utrujeni, presape in preznojeni.
Vroče je, a vsaj ni vlažno. Telo si mi je povzročilo od napora. Ne razumem. Če bi bil zemeljski zmaj tukaj, bi videli njegove stopinje, našli pa nismo ničesar, nikjer ga ni. Metonavce ne more zmotiti, nezmotljive senzorje ima. Če tako rekel, potem je počast že tu nekje. Šef, vse sipine smo že preiskali. Pod peskom pa ne, mogoče pod zemljo. V zadnji izdaji Moon magazina piše, da potuje zemeljski zmaj po rovih, kar pomeni, da bi lahko bil nekje pod nami. Zakaj nisi povedala že prej? Kje pa? Kako pa, če bi potrebovali za vas ta pesek? Z vrha namera dobre volje in truda bo dovolj. Zdaj pa se lotimo dela. Slišal si me? Ne bom. Od kdaj mora princan kopati luknje? Kopal boš, dokler ne najdeš zmaja, ali pa se bodo začeli oglasi, ker bo prej, tako sem ukazal. Kje so zdaj ti oglasi? Čeprav smo se morali ustaviti in vprašati za smer ter se nekajkrat obrniti na zahod, smo prišli v zemeljsko kraljestvo. Končno! Mislil sem, da nam ne bo uspelo. Začetnica ni dala natančnih podatkov, mimogrede smo obiskali vsa ostala kraljestva, kot bi bili na turističnem obhodu. Nekdo bi moral pa potuš. Enkratno bi bilo, če bi bil z nami Pegas. Tako hitro leti, da bi takoj našli zemeljskega zmaja. Ker smo tako dolgo potovali po bližnjici, je Excentro gotovo že našel čarobni simbol. Toda, če bo zaradi začetnice konec sveta, obljubim, da ne bom nikomur povedal tega. Očka! Oprosti. Mislila sem, da poznam pot, da sem se zmotila. Jaz sem kriva. Če me misliš trpinčiti, pokliči raje svoje pošasti. Pokličite letečega konja, če ga hočete. Pegazov simbol imate, uporabite ga. Misliš, da lahko? Sama? Modo, pazi, na desni leteči zmaj! Kakšen zvok pa je to? No, si se je le oglasil. Kdo pa sploh ste? Kaj vas je prineslo v zemeljsko kraljestvo? Tebe iščem. Sem princ Ludvik von Excentro. Zemeljski zmaj si, zakaj si potem letel? Razgled je čudovit. Pod zemljo pa je polno korenin, cevi, greznic. Čudovite čevlje imaš. Vidim, da se spoznaš na modo. Lepi so, kaj? In praktični. Brez njih ne bi mogel leteti. Seveda pa moram biti pazljivejši, pravkar sem se zaletel v čudnega zmaja, ampak očitno je on potegnil kratko. Kakšen čuden zmaj. Poglej, Hiragov orel. Zaleteli so se v zemeljskega zmaja. Naravnost čudovito. Zdaj nam ni treba več kopati. Gluko, kolikor se spomnim, si prav ti predlagala iskanje pod zemljo, ona pa ves čas letal nad nami. Zama smo kopali, zdaj smrdi kot kugaj. Lejoči sunili mu bomo čevlje. Šef, ponje smo prišli. Gotovo so čarobni simbol. Gluko, pripravi metonauta. Več pošasti bomo potrebovali, da bi dobili, kar želimo. Zanimajo pa nas ti tvoji čeveljci. Zadevo lahko končamo preprosto ali pa boleče. Žal ne bo šlo. Midva te bova ustavila. Ne dovoliva, da bi pošasti uporabil za svoje zle namene. Ja, poglej. Druga bitja bova branila pred zlom in ohranila mir v moj svetu. Saj so Mongoli videza! Pa kaj potem? Ne bosta me ustavila! Vedno to rečeš, pa te na koncu vseeno ustaviva. Ne bova dovolila, da bi se dokopal do teh čudovitih čeveljcev. Všeč mi je, kadar je tako odličen. Če se le v šoli lepo vede. Hej, zemeljski zmaj, nikar ne daj k centru letečih čevljev. Zle namene jih bo uporabil. Mi pa bi jih uporabili v dobre namene. Lepo, to da... Dovolj! Več, Gluko, znebita se teh Mongoli tečnop! Začni ob zvoncu. Zdaj bomo začeli! Kako grdo je oblečen. Stori kaj? Brez skrbi, šef, nokautirala ga bom. Kaj še čakaš? Tole ga bo uničilo. Hej, ti, umakni se! Raketna vrvica! Spet so zmagala!
se bom speštal kot mrčes, posebne enote so tu. Moram nekako dvigniti orla. Kdo bi si mislil? Končno je vse nam uprit. Skakati bom začel od sreče. Ne, nikar! Moramo se rešiti tega trku. Dajmo skupaj. 1, 2, 4. Če ste se nam šele pridružili, vidite, da se skupina čudakov iz druge dimenzije pretepa zaradi mojih čevljev. Vem, kako bomo to končali. Nič lažjega, še prej pa se moramo vsi zbrati. Beli blisk, nebo zemlji, Zdaj je mnogo bolje. blisk vedno pomaga. Ste vsi celi? Kako lahko porabiš moč proti nam? Saj smo vendar dobri liki, na čigavi strani pa si? Drugače bi zmagali mi, Saj je vseeno, ker niste vprašali zmaja, kaj sploh želi. Čevlji so njegovi, ne vaši. Niste vprašali, mogoče pa jih ne bo dal nikomu. Res je. Prav imaš, nismo razmišljali o tem. Tako smo si želeli čevljev, da smo čisto pozabili nate. Oprosti nam, zemeljski zmaj. Nič hudega. Vem, da si želite mojih čevljev, vendar jih nočem dati. Brez njih ne morem leteti. Torej vam jih bo dal le pod enim pogojem, če mu damo v zameno nekaj enake vrednosti. Kaj imaš v mislih? Kaj praviš na najboljše sedeže za največji dvoboj pošasti? Je rekla pošasti? Zdi se mi pošteno. Kako bomo to izvedli? Sredi puščave smo. Niti ene pošasti ni tu. Ne, še bodo pa kmalu. Poklicati moramo karto zaslona in priklicali boste lahko katero od pošasti želite. Lahko pokličeš pošast tudi v tuje kraljestvo? Lahko, tako gre. V moj svetu lahko s pomočjo moč zaslona prikličeš vsako kraljestvo, katerokoli pošast. Vsaka pošast ima le določeno številko skokov med kraljestvi. Če jo izgubiš v dvoboju s pošastjo iz drugega kraljestva, je ne moreš več uporabiti v tej bitki. Torej jih lahko pokličemo iz vseh kraljestv. Aj, nismo vedeli tega. Tudi jaz ne, pa mi je očka povedal vse v mojem svetu. Kaj ne, očka? No ja, skoraj vse. Saj si ti izumil moj zaslon. Zakaj mi nisi povedal tega? Ekscentro je izumil lasten monitor Medonauta, pa tudi mi ne vemo ničesar o tem. Ni to res čudno naključje? Ja, res čudno naključje. Tako da pride še 34 novih napetih delov, katerih jih bomo odkrivali. Hej, saj to je naravnost odlično. Za ta dvoboj bova zrokno priklicala pošast iz kraljestev, v katerih smo že bili. Kako sem vesel. Dobrega boja nisem videl še od časov, ko sem bil še majhen zvajček pred 1000 leti. Sploh ne veste, koliko mi to pomeni. Hvala vam. Naj se zgodi dvoboj. Ti pa boš naš glavni sodnik. Zmagovalec dobi čevlje. Prav smo dogovorjeni? Prav, a naj te upozorim, za zmago v dvoboje pošasti takšnega kalibra boš potreboval ogromno moči, odločnost in močno voljo. Zmaga ne bo prišla sama od sebe, fant moj. Si prepričan, da ste s prijatelji pripravljeni na tak dvoboj? Seveda smo. Pa ti? Jaz? Na koncu dvoboja bodo čevlji moji. Kar sprijaznite se. Potem pa prav. Začetnica naj se začne dvoboj pošasti. Ja, ta karta je stadion, kjer bo potekal dvoboj, imeli pa bomo tudi občinstvo. Začnimo!
Dame in gospodje, spake in pošasti in nenavadna mitja, pozdravljeni na prvem dvoboju več kraljestev v boju do samega konca. Današnji sodnik bo zemeljski zmaj. Pošasti boste v tem dvoboju klicali nasprotni zemeljski ekipi. Zmagovalci bodo dobili vstopnice za Monkino po lastni izbiri ter glavno nagrado par krilatih letečih čevljev. Oprostite, zaradi zamude prijateljem sem dala vstopnice. Obema ekipama želim veliko sreče. Naj se začne ta prvič videni dvoboj. Pripravite se! Mondo, vem, da bo zmagal! Kdo je to? Niti pod razno se mi ne sanja. Pozabi na njo. Osredotočiti se morava na zmago. Si z mano? Seveda! Pa začnimo! Žal mi je, to da dvoboj ne bo čakal. Množica čaka na dvoboj. Na naši strani so princek centro, tebi vzklikajo. Seveda, moja ljubka Gluko, seveda vzklikajo pravemu zmagovalcu. Že moja čarobna karizma je zagotovilo za našo zmago. Naj se zdaj začne dvoboj! Takoj! Ja! Končno smo začeli, gospodje, pokličite pošasti. Poklical bom eno najmočnejših pošasti. Himera! Naš nasprotnik je Himera, zato bom poklical brizgajočo ribo! Odlično! V enciklopediji piše, da je lahko brizgajoča riba raznih velikosti. Zadnjič smo priklicali orjaško ribo, ta pa ni takšna. O, ne! Kako prikupna ribica? Odrišimo te reveže muk, pokliči naslednjo! Razumem, šef! Bizonator! Dajte jih! Bizonatore imajo, ne vem, kaj bomo! To so ognjene pošasti. Ustavijo jih lahko vodne pošasti. Ja, res jih lahko! Vodni zmaj, odlična zamisel, začetnica! Zdaj se nam ni treba več bati! Prekršek Mondove ekipe. Kako? Ni res! Mondovi pritožbi so ugodili. Sodnik si je premislil, vodni zmaj ostane v igri. Napeto, kaj? Potrebujemo zmaja z močnim vodnim curkom. Dajmo, uničimo jih! Dobra poteza, to da videli bomo, kaj boste proti moji pošasti. Tole pa ni pametno, samo na moč se zanašajo. Ja, lahko pokličem pametno pošast. Najpametnejši so gozdni vilinci. Rada imam drevesa, da čas je za umazano igro. Poklicali bomo prašiče bojevnike. Jezdim na glavnem bojevniku. Mondo, saj ti bo uspelo! Presenečen sem. Princ je dober, celo zmaga lahko. Če pa potrebuje pomoč, mu bo zmago zagotovila ta karta. Dvoboj še ni končan, še zdaleč ne, tako je napet, da se ne more končati v tem delu. Vidimo se v prihodnjem delu.
Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.